Na današnjo nedeljo nadaljujemo z branjem 6. poglavja Janezovega evangelija. Takole spodbuja: ne delajte zajed, ki propade, temveč zajed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov. To je, delajte in iščite zveličanje, srečanje z Bogom. Tako je papež Frančišek predstavil evangeljski odlomek 18. nedelje med letom med opoldansko molitvijo z okna apostolske palače na trgu svetega Petra in nadalje razložil, čemu nas Jezus tako poučuje. S temi besedami nam je hotel razložiti, da ima človek v sebi poleg fizične lakote tudi drugo lakoto. Vsi nosimo v sebi to lakoto, še pomembnejšo lakoto. Ta pa ne more biti potešena z običajno hrano. Gre za lakoto po življenju, lakoto po večnosti, ki jo lahko samo On poteši, saj je kruh življenja. Jezus ne odpravi zaskrbljenosti in iskanja vsakodnevnega kruha. Jezus nas spominja, da je resničen smisel našega zemeljskega bivanja na koncu, v večnosti, v srečanju z njim, ki je dar in darovalec. Spominja nas tudi, da je potrebno na človeško zgodovino vsem njenim trpljenjem in veseljem gledati z obzorjem večnosti, v obzorju dokončnega srečanja z njim. To srečanje namreč osvetljuje vse dni našega življenja. Če mislimo na to srečanje, na ta velik dar, bodo majhni darovi v življenju, tudi trpljenje, skrbi, osvetljene z upanjem na to srečanje. Jaz sem kruh življenja, kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo ne bo nikoli žejen. Navezuje se na Evharistijo, največji dar, ki nasiti dušo in telo. Srečati in sprejeti v nas Jezusa, kruh življenja, daje smisel in upanje na naši pogosto vijugasti poti življenja. Ta kruh življenja pa nam je bil dan z nalogo, da lahko tudi mi potešimo duhovno in fizično lakoto bratov in sester tako, da povsod oznanjamo evangelij. S pričevanjem naše bratske in solidarne drže do bližnjega ponavzočujemo med ljudmi Kristusa in njegovo ljubezen.